Leto 2026 je tik pred vrati, ampak kaj pa tvoja spletna stran? Kako bo se odzivala v 2026 in ali je že pripravljena? Zdaj, če želiš v novo leto vstopiti res z izboljšano spletno stran, takšna, ki bo postala tvoj prodajalec in asistent in ne bo samo okrasek, pa še to velikokrat ne najlepše, potem si na pravem mestu, ker v tej epizodi podcasta s tabo delim 5 oziroma lahko tudi 10 idej oziroma točnih načinov, kako lahko izboljšaš svojo spletno stran, da bo konvertirala več obiskovalcev v stranke. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Če gledaš oziroma poslušaš to epizodo podcasta, potem te najbrž zanima, kako izboljšati svojo spletno stran in super, si na pravem mestu. Še preden pa gremo v epizodo, pa bi te povabila, da spodaj, če si sploh na YouTubeu, klikneš subscribe oziroma se brezplačno naročiš na ta YouTube kanal in mi pomagaš, da dosežemo še večje število podjetnikov, podjetnic, ki delajo v svetu res tiste ta prave stvari, ta prave spremembe in jih še pač lahko dodatno podpremo. Ok, zdaj pa leto 2026 je res pred vrati in fajn je, da smo nanj res pripravljeni, kar pa še vedno pogosto vidim kljub umetni inteligenci in vsem pripomočkom, ki jih imamo, da podjetniki pa podjetnice še velikokrat ne izkoristijo svoje spletne prisotnosti oziroma bolj natančno svoje spletne strani. Kaj mislim s tem? S tem mislim, da v bistvu je njihova spletna stran bolj kot ena vizitka ali pa en okrasek in ne dodaten pomočnik ali pa prodajalec in asistent, ko jaz jo rada poimenujem v tvojem poslu. Zato v tej epizodi podcasta želim, da pogledava 5 načinov, kako jo lahko že danes izboljšaš, zato da jo ne samo pripraviš na 2026, ampak da bo že v bistvu tvoja spletna stran pripravljena prej. Še preden pa greva, bo zdaj marsikdo se našel, ko bo rekel, ok Maja, zame je pa 5 stvari res premalo. Jaz jih rabim vsaj 10. Ok, te razumem, spodaj pod tem videom bom tudi postila link, kjer lahko brezplačno snameš 10 načinov oziroma 10 idej, kako v bistvu pripraviti spletno stran na leto 2026, da bo še bolje konvertirala. Tukaj pa je zdaj 5 takih glavnih razlogov oziroma nalog, ki ti bodo pomagali, da tvoja spletna stran ne bo samo okrasek, ampak bo dejansko tvoj pomočnik v poslu, ker verjetno si vsak izmed nas želi imeti torej takega pomočnika, ki bo prihranil veliko časa in pa pripeljal in celo poserviral torej več strank, a ne? In če tega nimamo, potem seveda ravno kontra izgubljamo lahko veliko časa, pa tudi energije, pa tudi stran. Zdaj, prejšnji teden se pogovarjala z eno stranko, ki sva delali v bistvu neko analizo spletne strani in ko sva v bistvu pogledali njeno spletno prisotnost, je bila spletna stran v bistvu zelo taka moderna, na prvi pogled zelo lepa, ampak njen problem je bil, da ni konvertirala oziroma ni delovala, pa ne mislim tehnično delovala, ampak predvsem ni v bistvu prinašala povpraševanj, ni prinašala povpraševanj in pa klicev oziroma niti ni prodaj ali česarkoli. In seveda je ta podjetnica najela podjetje, ki ji je naredilo to moderno spletno stran in je še zdaj izgleda pač res zelo lepo, ampak nima funkcionalnosti. Kaj je tukaj problem? A je problem s temi podjetjem, ki ga najela? Ne nujno, ker je veliko podjetij na trgu takšnih, ki se ukvarjajo samo z dizajnom. Če pa mi želimo imeti spletno stran, ki bo dejansko delovala, pa potrebujemo tudi strategijo in dizajnerji, ki so samo ki pač ne samo postavljajo spletno stran, običajno nimajo tega znanja oziroma niti ne ponujajo tega svojim strankam. Tako da na koncu je v bistvu rezultat lahko zelo lepa spletna stran, ampak na dolgi rok pa ta spletna stran potem ne deluje oziroma ni učinkovita, kar pa je po mojih merilih ali pa po mojem mnenju velika škoda, ker lahko res veliko finančno tudi investiramo v tako spletno stran, pa če nam potem ne samo, da se ne povrne investicija ali pa povrača, pa prihrani časa, izgubljamo veliko priložnosti, bom tako rekla. Okay? Tako da dajmo zdaj pogledati, kaj je tistih 5 točk, kaj pa lahko že danes izboljšaš na svoji spletni strani, ali obstoječi, ali pa če jo ravno v delu, da razmisliš, ok, kako lahko to vključim, a ne? Ker vemo,
vemo, da z pojavom umetne inteligence in vsega, kar imamo novega v svetu, se tudi področje spletnih strani že malo spreminja in so ene komponente, ki so mogoče malenkost bolj pomembne, ki prinašajo mogoče lahko tudi več rezultatov. In prva točka, ki sem se želela dotakniti, je avtentični signal zaupanja. Ker imamo veliko umetne inteligence, lahko veliko spletnih strani deluje kot eni robotki. In če delujejo kot robotki, potem izgubljajo veliko stran. Pa ti dam kar en primer, ker sem ravno zadnjič naletela na eno takšno spletno stran in sem definitivno že bila pripravljena kupiti, potem pa me en del tako zmotil, da sem rekla ne, ker je zaupanje padlo na nič. In sicer zdaj, ko sva se s partnerjem preselila v novo stanovanje in imam prostor tako za vadbo, za jogo, fitness in tako naprej, malo več, sem želela v bistvu investirati v fitness trenerja, oziroma da bi mi prilagodil meni in pa moje opremi za moje rezultate, nek program. In potem v bistvu, ko sem prišla na stran, kjer bolj ali manj še samo narediš nakup, je bila ena slikca, primer izjave strank prej in pa potem, in je bila slika zgenerirana oziroma narejena z umetno inteligenco. In je to bil tako močen signal, da ko sem videla to slikco, sem totalno zgubila vso zaupanje, zaradi tega, ker je bila na nepravem mestu in pa neprava informacija zgenerirana z umetno inteligenco. Pa ne narobe razumeti, seveda je super, če jo uporabljamo, ampak na prav način. In to, da damo slike recimo prej pa potem zgenerirane z umetno inteligenco in se delamo, kot da so to ta prave slike, ta prave naše stranke, v bistvu lahko zelo zbije zaupanje. Tako da dajmo poskrbeti za to, da damo neke avtentične signale zaupanja, torej da nam stranke, naše obiskovalce bodo zaupali, da ne bodo rekli, ok, to je nekaj z robotkom narejeno, pa mogoče kakšen scam ali pa kaj takšnega, ampak da je naša spletna stran res taka, da se vidi, ok, tebi pa zaupam. In kako zdaj lahko to naredimo, bo mogoče kdo rekel, To lahko naredimo z zgodbami našimi strank, torej resničnimi, potem z različnimi ocenami naših strank, z vrednotami, ki jih delimo, z našimi, ampak ne napisane in pa deljene zelo poetično, in pa da delimo veliko avtentičnosti. Lep primer, kaj lahko naredimo, da posnamemo recimo kakšne kratke videe in jih potem vključimo na našo spletno stran, da so to videi z nami ali pa mogoče kot intervju ali pa pogovor z našimi strankami, kjer delimo tudi lahko naše vrednote, zakaj verjamem in tako naprej. Skratka, da res damo čim več svoje avtentičnosti, svojih vrednot in tako naprej. Druga točka, ki sem se želela dotakniti, je pa definitivno zelo pomembna in mislim, da bo v naslednjih letih tudi vedno bolj pomembna, sploh ko govorimo o vsej tej umetni inteligenci in vsem, kar že obstaja in kar mogoče nekako gradi to, da vedno več potrebujemo človeškega druženja, je gradnja skupnosti. Torej, zelo pomembno je oziroma zelo čudovito je, če je le možno, da tudi na spletno stran vključiš gradnjo skupnosti. Zdaj pa mogoče najlažje bo, če delim kakšen primer, torej lahko imaš kakšno VIP sekcijo samo za prijavljene, ali pa imaš svojo VIP mailing listo ali pa svojo mailing listo, kjer gradiš svojo skupnost, lahko je tudi v obliki Facebook skupine, lahko je WhatsApp skupina. Skratka, da to gradnjo skupnosti ugradiš tudi v svojo spletno stran, ali tako, da je pač že kar skupnost na spletni strani, ali pa povabilo, da se recimo pridružijo, kaj se v tem skupnosti dogaja, mogoče tudi kakšne izseke iz te skupnosti in tako naprej. Tretja zadeva oziroma tretja točka, ki sem se želela dotakniti, pa so interaktivni elementi. To so lahko različni kvizi, ankete, izbire. Če imaš veliko ponudbe, daj probaj razumeti tudi svojo idealno stranko, da verjetno ne bo želela iti čez vso tvojo ponudbo in vse, kar ponujaš, ampak ji mogoče daj kakšen kalkulator, kakšno bližnjico, kdaj kaj zbere, kakšen pripomoček, ki ji bo pomagal, da izbere recimo, katera je primerna ponudba zanjo. Primer, če mi kupujemo vzmetnice, te moji primeri zdaj veliko krat grejo na to, ker sem pač zdaj, ko sva se selila s partnerjem, sem tudi veliko kupovala online in veliko takih primerov videla, in ko sem recimo kupovala postelje pa vzmetnice, recimo to je lahko en primer te interaktivnosti. Torej, če imamo mi ogromno vzmetnic, in
stranka, ki kupuje in zdaj ni strokovnjak, da pozna vse vrste vzmetnic, sploh pa ne katera je zakaj, kar je seveda je za večino strank za pričakovati, lahko tukaj damo nek element vmes, ki bo stranki pomagal določiti, katera vzmetnica je zanjo. In to lahko naredimo preko enega takega interaktivnega vtičnika oziroma elementa, kjer stranka recimo odgovori na neko vprašanje, jo vodimo čez in potem ji priporočamo, katera vzmetnica na primer je zanjo najbolj primerna, ali pa 3 vzmetnice. In enako, sploh če imaš več ponudbe, je zelo smiselno lahko tudi zate, da razmisliš, kako lahko še dodatno, torej tako interaktivno podpreš svojo stranko. Četrta točka je torej jasno strukturirana pot. In to pot, kjer lahko vstopimo na različnih točkah. Zdaj, o čem sploh govorim, ker veliko krat vidim, da mogoče sploh ne razumemo, da ko vprašam, podjetnik ali pa podjetnico, ko vprašam, kakšna pa je tvoj pot stranke, potem pa smo tako, lahko pridejo od tam, pa malo me tam vidijo, pa malo tam, pa lahko pridejo sem, pa malo tja in tako naprej. To sicer je ni pa najbolj optimalno. Najbolj optimalno je, da v bistvu mi določimo idealno pot stranke. Zakaj? Ker ko mi določimo pot, kako potekala pot idealne stranke in damo različne možnosti, na kateri točki vstopi idealna stranka in jo potem peljemo naprej, potem je v bistvu naša celotna spletna stran tudi zastavljena tako, da točno vemo, iz katere podstrani peljemo stranko na katero stran. In tudi ko pišemo vsebine za maile, za družabno omrežje, za oglase, za kakšna sodelovanja ali pa če kje gostimo, vemo točno, kje je vstopna točka za naše idealne stranke in jih peljemo naprej. Torej ni vse puščeno enemu naključju, ampak imamo točno določeno pot in ena stranka bo prišla kot začetnik, lahko mogoče čisto na začetku na našo to pot. Nekatere stranke nas bodo mogoče spremljene na družabnih omrežjih ali pa so bolj napredne, pa bojo se priključile nekje na sredini, ampak da imamo pot stranke. Kaj zdaj to pomeni, da si mogoče še bolj konkretno lahko torej to predstavljamo, če temu tako rečemo, Torej, da imamo recimo, če je nekdo, da imamo torej pot zgrajeno tako. Torej, kje bodo sploh prvič slišali za nas, Torej, da naredimo najbolj optimalno, kje lahko slišijo za nas. Glede na tvoj posel in na to, kdo so tvoje idealne stranke, so te poti različne. To niso zmeraj samo družabna omrežja in staviti vse na družabna omrežja. To je velikokrat podjetniki in podjetnice razumejo, če imam podjetje, potem moram biti na družabnih omrežjih, moram redno objavljati in tako naprej. Sploh ni res. Recimo ravno zadnjič sem imela eno stranko, kjer so ravno to delali in njihova stranka so bila v bistvu podjetja, manjša in srednja, in to, da so samo na družabnih omrežjih in samo na tem delajo, seveda ni prinašalo rezultatov, ker smo potem naredili celotno strategijo oziroma drugačno pot stranke, ki je postala veliko bolj učinkovita. Od tega, da sodelujejo v različnih dogodkih, organizirajo različne dogodke za podjetja, do tega mreženja, ki je malo na drugačen način zastavljeno, pa potem pridejo naprej. Torej, prva točka je torej vstopna, kje bodo prvič slišali zate, in potem seveda, kam jih potem ti vodiš, kam na spletno stran, ali je to tvoj brezplačnik, ali je to mini ponudba potem, ali je neka višja ponudba, potem še višja ponudba, in različno ogrete stranke lahko potem imajo različne vstopne točke. Ampak ne glede na to, v kateri točki se vključijo, če kupijo recimo neko srednjo ponudbo, je potem naravno, da jih pelješ naprej na naslednjo. Seveda brez manipulacij ali pa kakšnih čudnih korakov, če temu tako rečemo, Tako da, kakšna je pot stranke, je zelo dobro, da je zastavljeno. To ne pomeni zdaj spet, če bo kdo pomislil, ampak Maja, če pa jaz to zastavim, bom pa koga omejevala. Ne, ni res. To ni res, ker če imaš pot stranke, to ne pomeni, da se bo zdaj vsi 100% točno te poti držali, ampak imaš pa pot stranke zase jasnost in potem bo to jasnost čutila tvoja stranka, ker bo imela občutek, da jo res pelješ po korakih naprej in da veš, kam jo pelješ. In da ni to neka zmedenost, da bo prišla nekje v tvoj posel in potem kam pa zdaj in jo ti zasuješ za celotno ponudbo. Tako da pot stranke je res zelo pomembna in vedno bolj pomembna zaradi tega, ker ljudje več ne berejo veliko vsebin, rabijo hitre rezultate, hitre odločitve, da so hitro pripeljani iz ene točke do B točke, in tako naprej. Zato je res
pomembno, da imamo zastavljeno in optimizirano tudi to podstranke. Plus točka pri tem, da imamo to podstranke, je pa tudi v tem, da lahko jasno vidimo, na katerih točkah mogoče izgubljamo stranke ali pa ni mogoče najboljša točka in vemo točno, torej ne rabimo ugibati, kje zdaj nam pušča ta naš škafec, ampak vemo točno, torej, kje optimizirati. Tako da tukaj so sami plusi in mislim, da je to nekaj zelo, zelo nujnega za čisto vsakega podjetnika in pa podjetnico. Ok, potem pa še v bistvu 5. točka, o kateri sem v bistvu želela govoriti, pa je razlog, da se sploh vrnejo oziroma da sploh pridejo na spletno stran. Kaj je sploh razlog? Zdaj, pred kratkim sem imela v bistvu eno vprašanje dobila, zakaj nimam jaz obiskovalcev na spletni strani, in ko sem šla pogledati to spletno stran, je bila res tako, vprašanje, zakaj pa bi sploh nekdo prišel na tvojo spletno stran? In v bistvu odgovor je bil, če iščejo telefonsko številko, zdaj, če iščejo telefonsko številko, mogoče jo že imajo, mogoče so jo kje drugje najdli, to ravno, ali pa to greš samo enkrat na spletno stran in potem je več ne rabiš. Plus tega že moraš točno vedeti, da recimo, kaj iščeš in koga, da moraš poznati to podjetje in tako naprej. Tako da tukaj izgubljaš v bistvu res ogromno priložnosti in je strankam fino dati razlog, da pač sploh pridejo na spletno stran in potem zelo pomembno, da se tudi vračajo. Zdaj, če mi redno nimamo nekih novih vsebin, kot je recimo podcast, blog, ki je lahko super učinkovito in še vedno ful dobro deluje, potem ne bojo imeli mogoče nekega blaznega razloga, da pridejo. Ali pa če imamo mogoče kakšno orodje, ki ga morajo redno uporabljati in tako naprej, če tega nimamo, potem seveda ni razloga, da bi se vračali. In če se ljudje ne vračajo, potem lahko hitro pozabijo, da mi sploh obstajamo. Tako da definitivno je super razmisliti o tem, kaj je razlog, da nekdo, torej da se poskusimo postaviti v čevlje naše idealne stranke in odmisliti vse naše vrednote, pa kako smo super in vse to, in koliko smo vložili v stran in tako naprej, ampak realno se vprašati, ok, če bi jaz bila idealna stranka, zakaj bi obiskala to spletno stran in zakaj bi se vrnila, ali sploh bi se, in potem najdemo neko pot oziroma si začrtamo torej pot, ki nas bo potem podprla. Pri meni recimo je zelo učinkovito, pa lahko mogoče kopiraš, če ti zavibrira, ker jaz nekako verjamem, da ne obstaja samo ena pot, ki bo pri vseh ista, ampak ker smo ljudje, podjetniki, podjetnice različni, rabimo različne poti. Eni radi pišejo, eni se radi snemajo, eni radi govorijo, eni ne delajo nič od tega radi, ampak nekaj X, in je potrebno poiskati neko zadevo, ki je pisana na kožo tega podjetnika in seveda njegovega ali pa njenega brenda. In pri meni recimo redno objavljam podcaste. Bolj ali manj vsako nedeljo je na voljo nova epizoda, kar je v bistvu razlog, da torej potencialne stranke redno pridejo na spletno stran in preko tega na eni strani pač dobijo seveda neke informacije, upam, na drugi strani me spoznajo moj način dela, mogoče tudi kakšne moje vrednote in tako naprej. In, na neki točki so nekateri izmed njih seveda pripravljeni narediti korak naprej in če dobijo seveda neko vrednost, si mogoče ali pa neko izkušnjo in tako naprej, se potem lažje zapomnijo in grejo potem naprej. Tako da, to pa je 5. razlog. Če želiš še 5 dodatnih razlogov, pa bom spodaj pod tem videom seveda pustila link, kjer lahko snameš brezplačno jih 5. Tako da, jaz ti pa želim, da greš čim prej v akcijo, implementiraš na svoji spletni strani vseh 5, pa še kakšnega dodatnega, oziroma 10, če snameš še 10 razlogov, in želim ti, da je tvoja spletna stran in pa tvoj brand v letu 2026 ne samo zraste, ampak ima rekordne dohodke, zaslužke. Zakaj? Ne samo zaradi denarja, ampak zaradi tega, ker s tem vem, da pomagaš tudi maksimalno svojim idealnim strankam. Tako da želim ti veliko uspehov in srečno se vidimo naslednjič. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.